Dobrodošli! Mi smo še vedno tu. Dobrodošli nazaj. Nadaljujemo pa s politiko. Stranka SMC je kot novega kandidata za okoljskega ministra predlagala državnega sekretarja Simona Zajca. Premier Marjan Šarec se je s tem predlogom takoj strinjal, ker... Zato, ker želim točno takšen način dela na ministrstvu, kot je bil prisoten doslej. Šarec je torej kot okoljskega ministra zaželel Lebnovega dvojnika. Tole je Simon Zajc in tole je Jure Leben. In tole je Simon Zajc z očali. In to sta oba skupaj. O moj bog! Šarec je dal klonirati Lebna. In če se zgodi, da bo nekega dne tudi Zajc moral odstopiti, ni problema. Šarec ima celo vojsko Lebnovih klonov, ki sem čakajo, kdo bo naslednji. Okroglo obletnico pa je minuli vikend praznovala stranka SDS, ki je dopolnila 30 let. Ker živimo v Sloveniji, je s tem postala dovolj stara, da ima svoj podmladek. Ne pa, da neha biti odvisna od svojih staršev. Zato jih je ob jubileju obiskal tudi vodja njihove bruseljske nadstranke Manfred Weber. Obisk prvega moža Evropske ljudske stranke v Sloveniji je požel bučen odziv. And together we have the chance to build up a strong Slovenia and to build up a strong Europe. And let me try finally, Bog živi Slovenijo in Evropo. Sam še everybody get down, bi mogel reči. Ampak ne resno, kaj je s temi kloni? Ta tip zgleda enako kot Janša. Če Janša kdaj zgine, ga lahko Weber brez problema nadomešča. Sam še mlado ženo rab pa en premehen kaselc, pa noben ne bo opazil razlike. Je pa gospod Weber izkoristil obisk Slovenije in svojemu dvojniku predlagal, naj na prihajajočih evropskih volitvah združi moči z eno od desno usmerjenih strank. Torej Slovensko ljudsko stranko ali pa Štajersko vardo. Tam so veseli vsakih frendov. Od ljudi, ki se igrajo državo, pa k ljudem, ki se igrajo državo. V torek je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje koalicijskih strank. Poglejte to. Slavnostno postavitev, kaj? Člani 5 strank sedijo za mizo in čakajo, kdo bo prvi stopil na plesišče. Čisto isto bo, ko bo Šarec praznoval Abrahama. Sedeli bojo v krogu, pili bojo vodo, pa noben z levice ne bo povabljen. Čeprav koalicijski partnerji niso stopili na plesišče, pa se je sestanek zavlekel pozno v noč. Čeprav naj bi bili pri zadnji točki, pa je pred njimi še točka razno. No, neuradno je iz kongresne dvorane namreč slišati, da koalicijski partnerji igrajo predvsem igro izčrpavanja. Ja, premier Šarec je s svojimi koalicijskimi partnerji igral igro izčrpavanja, kjer poskušaš svojega nasprotnika izčrpati do te mere, da podpiše karkoli mu daš pred njega. To je igra, ki te ponavadi nauči tast. Zveni kruto, ampak vseeno boljš, kot če bi koalicijski partnerji v zaprti sobi igrali igro resnica ali izziv. Pa daš kot izziv Bratuškovi nekaj po angleški zapovedati, Erjavcu pa svoj priimek. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!